Gospod Claudio Magris. Ambient kavarne San Marco, kjer sedimo, sam po sebi napeljuje k vprašanju, ali so od Srednje Evrope, ki ste ji posvetili lep kos svojih literarnih razmišljanj, ostale samo še kavarne in knjige. Pa še te, vsaj kavarne, izumirajo. Gotovo mi je žal, da je kavarn vedno manj in da se skoraj vse spreminjajo v banke. Ne verjamem pa, da je to, kar je meni všeč, tudi merilo za druge in tudi ne, da knjige izginjajo. Jasno, da je krivično, da nekaterih ne natisnejo, a mnoge izidejo. Preprosto ne verjamem, da je knjiga danes v krizi. V knjigarnah je ogromno knjig, ki jih nismo prebrali, tudi prevodov iz daljnih dežel. Ne, v tem pogledu res nisem pesimist. Pa bralci, ali je tudi teh dovolj? Tega ne vem, res ne. Ko sem učil na univerzi, sem videl, da se število prebranih knjig zmanjšuje. Vsekakor so študentje pred 20-30 leti več brali. In to je edino merilo. Po drugi strani pa mislim, da založniki, ki natisnejo toliko knjig, tega najbrž ne delajo, da bi bili všeč Bogu. To verjetno pomeni, da te knjige nekdo kupuje. Problem je po mojem to, da je toliko neprodanih knjig, ki fizično jemljejo prostor, s težavami se še posebno srečujejo majhne založbe. Zase lahko rečem, da sem zadovoljen, ker toliko objavljam tudi v svetu. Recimo roman Na slepo je izšel v korejskem in turškem prevodu, in to kljub temu, da nisem kakšna slavna osebnost. Prosim. Ne gre za lažno skromnost. Slaven je recimo Umberto Eco. Ste gotovo najprepoznavnejši avtor italijanskega Trsta. To še ne pomeni, da sem slaven na svetovni ravni. Sicer pa sem nekoč v neki polemiki z ljudmi, ki zagovarjajo samo domače pisatelje, tiste iz svojega kraja, rekel, da bi moral potem jaz, ki sem se rodil tukaj za San Markom v ulici Ronko, prebirati samo sebe, ker drugih pisateljev v tej četrti, kolikor vem, ni. Trst vas je seveda oblikoval kot človeka in kot pisatelja. Gotovo v obeh pogledih. Oblikoval me je v smislu fantazije, čustev, odnos do pokrajine, vprašanja meje in odnosov med kulturami. Oblikoval me je tudi Torino, kjer sem nekaj časa živel. Dal mi je intelektualno disciplino, zanimanje za zgodovinska in politična vprašanja, primerjavo z modernostjo, z vsemi problemi sodobnega časa. Dal mi je tudi intelektualno svobodo, da sem lahko pisal v Trstu. Človek se spreminja in s tem tudi njegov odnos do identitete, lastne in tuje. Kako ste se spreminjali vi in kako vaš odnos do slovenske identitete, ki je del Trsta? Hotel bi poudariti, da človek nima samo ene identitete. Identiteta ni le nacionalna, politična, ampak je tudi kulturna, seksualna, da ne naštevam dalje. Vsekakor po mojem nacionalna identiteta ni najpomembnejša. Tudi za pripadnika manjšinskega naroda ne? Poglejte, osebnostno sem prav gotovo bližje nekemu liberalcu iz Urugvaja kot fašistu iz Trsta. Torej bi govoril o identitetah v množini in ne v ednini. Tudi je res, da se vse te identitete ne spreminjajo hkrati.
Človek lahko ima politično identiteto, ki se korenito spreminja. Pomislimo samo na velike bivše komuniste. Ob tem pa lahko ta ista oseba ohranja enako kulturno identiteto. Ali pa se mu kulturna identiteta spreminja, medtem ko politična ostaja enaka. Zelo prav ste povedali, da se identitete spreminjajo. Moj prijatelj Roberto Toscano, zdaj ambasador v New Delhiju, je dobro rekel, da identitet ni mogoče posneti, ker se premikajo, spreminjajo. Skratka, kot sem že rekel, nacionalna identiteta ni najpomembnejša, niti za ogrožene manjšine ne. Seveda v posebnih razmerah, ko je ogrožena ta identiteta, lahko postane najpomembnejša stvar na svetu, na enak način, kot postane za bolnika, ki je recimo bolan na jetrih, ta bolezen najpomembnejše vprašanje, čeprav si tega ne bi smel dovoliti. Narodnost in bolezen. Zanimiva primerjava. Obstaja krasna misel, ki jo je izrekel Čeclav Miloš oziroma njegov stric v zelo hudem trenutku za poljski narod. Ko je tvoja narodnost ogrožena, se moraš bojevati, da jo ščitiš, varuješ. Vendar ne sme postati tvoja prva, najpomembnejša vrednota. Prva vrednota je, da si človek, šele druga, da si Poljak. Seveda je vse te reči človeku, ki ni nikoli trpel, nikoli bil ogrožen, zelo enostavno pripovedovati. V trenutku pa, ko je tvoja narodnost ogrožena, je nevarnost, da postaneš nacionalist, utemeljena, upravičena in tega ne more kritizirati nekdo, ki tega ni doživel. Tako kot jaz ne morem pripovedovati bolniku, naj ne misli na svojo bolezen, preveč enostavno bi bilo. Ni še prav dolgo, kar sem prebral v tem smislu odlično knjigo nekega karibskega pisatelja, potomca suženskih črncev, ki ni nikoli dovolil, da bi ta njegova preteklost prevladovala. Če žrtev hoče, da bi krvnikov potomec prosil odpuščanja, to zanjo ne sme biti najpomembnejše vprašanje. Seveda pa mora potomec se tega zavedati, da so njegovi predniki storili nekaj hudega. Lepa aluzija na tržaško preteklost. Naj ponovim vprašanje. Kako se je spreminjal oziroma zorel vaš odnos do slovenske identitete v Trstu? Naj začnem z najbolj enostavnim odgovorom, z vrednoto srečevanja slovenskega sveta. Tu je gotovo šlo za zorenje, rast. Drža družine, v kateri sem odraščal, ni bila nacionalistična, italijanska. Nasprotno, oče, ki mu veliko dolgujem, je bil antinacionalist. Vendar ni šlo za pravo spoznavanje slovenstva, slovenske identitete. Kadar so se pojavili kakšni konkretni problemi, na primer netolerantno obnašanje do Slovencev ali pa zahteve slovenske manjšine po šolah, sem podprl Slovence. Drugače pa me je to le malo zanimalo. To ni bil del mojega sveta in nanj sem le malo mislil. Ob tem morate vedeti, da je moja družina, kar zadeva odnos do slovenske manjšine, pripadala boljšemu delu italijanskega sveta. Recimo, ob demonstracijah proti sloviti pivovarni Pepi, katere lastniki so bili Slovenci, je moj oče stopil v bran pivovarni, vendar je bilo moje poznavanje teh problemov skromno in nisem kaj dosti razmišljal od njih.
Pozno sem izvedel za nekatere stvari, recimo za kalvarijo tržaškega slovenskega duhovnika gospoda Jakoba Ukmarja. Skratka, obstajala je določena razdalja na način, pustimo to, s tem se bodo ukvarjali jutri. Mislim, da sem bil predstavnik tistega tržaškega oziroma italijanskega razreda, res da boljšega, a za probleme manjšine bolj kot ne zainteresiranega sveta, ki bi ga imenovali srednji, povprečni. Mediokriteta je bila že v tem, da je, tudi če nismo podlegli nekorektnim predsodkom, spoznanje prišlo pozno. Moja druga identiteta se je oblikovala po zgodovinskih, političnih vprašanjih. Po mojem bi bilo boljše, če ne bi toliko govorili o identiteti, ampak bi jo živeli, saj smo v nasprotnem primeru nevarnosti, da postane obsesija. Lepo pozdravljeni s tem odlomkom iz knjige Tržaški pogovori Darke Zvonar-Predan, ki sta ga podali avtorica in pa Maja Blagovič. Začenjamo ta večer krstne predstavitve knjige, ki je posvečena nam in marsikateri intervjuvenec sedi tukaj tudi v dvorani. Na hrbtni strani platnic te knjige lahko berete, da sem zapisal, ker me je zaprosila za tako kratko spremno besedo avtorica, da smo bili v Trstu kar malo prizadeti, da je Darka Zvonar-Predan, ki je med nami živela v letih 2002-2006, lani objavila izbor intervjujev iz Beograda, Beograjski pogovori, največje presenečenje so Slovenci, da je torej te pogovore iz Beograda, kjer je živela in delala v kasnejšem obdobju, prej objavila kot pa intervjuje iz Trsta. Ob tržaški predstavitvi beograjskih pogovorov pa nam je obljubila to in še kakšno knjigo intervjujev iz Trsta oziroma iz našega zamejstva. In res zdaj predstavljamo tržaške pogovore, danes dopoldne pa je Darka opravila še zadnji intervju z Borisom Pahorjem za posebno knjigo pogovorov samo z njim. In ta pogovor tam visoko v Barkoljah je trajal približno od 10:30 do 14 ure, ne? Približno. Ja, in zamudil je svoj čas za kosilo, kar mi je v veliko čast in nič ni čutil lakote. In morda bomo pri založbi Kulturni center Maribor, glavni urednik stoji tam, bo mogoče potem kaj povedal, gospod Dušan Hedel, bomo mogoče od te založbe doživeli še kako njeno knjigo o naših ljudeh, gotovo pa pogovore iz Celovca, kjer od septembra 2015 živi z možem Milanom, ki tudi sedi tam, diplomatom, katerega službena pot zadnjih nekaj let tudi Darki omogoča temeljito spoznavanje novih okolij, torej prej Trsta, potem Beograda, zdaj Celovca. Sicer pa sta bila oba vrsto let v uredništvu mariborskega dnevnika Večer, Milan tudi 10 let kot glavni in odgovorni urednik, nazadnje generalni direktor založniškega podjetja Večer v letih 6-8. Darka, ki je začela pri Večerovem tedniku 7 dni, pa je bila urednica notranje politike pri Večeru, kolumnistka, zdaj plodna zunanja sodelavka. Prijela je Tomšičevo in Jurčičevo nagrado za novinarstvo oziroma časnikarstvo, o tem v knjigi najdemo razgovor s Sergijem Pahorjem, tudi razlikovanje, ki v Trstu velja med tema dvema pojmoma. Ampak, da ima izrazit dar za pisanje, med drugim priča tudi prvo mesto za prozo na literarnem natečaju Mladike leta 2005. Tako kot oba igralca, ki sta z njo upodobljena na platnici in danes sodelujeta na tem večeru, Maja Blagovič in Vladimir Jurc, ima poseben odnos s Trstom in tukajšnjimi ljudmi. V letih 2002-2006, ko je bil mož namestnik generalnega direktorja srednjeevropske pobude tu v Trstu, smo jo radovedno in živahno srečevali vse povsod na naših, ampak tudi na večinskih prireditvah in pri pomembnih dogodkih.
Sem pa se je tudi in se še pogosto vrača in v knjigi lahko opazimo, da je zadnji izmed 18 objavljenih intervjujev iz leta 2012, to je dolgo po odhodu iz Trsta, kar pomeni, da se vrača, še dela tukaj in obiskuje naše ljudi in kraje. Izbor intervjuvancev te prve tržaške knjige je zanimiv. 18 jih je, od tega sta dva neslovenca, Claudio Magris, smo slišali odlomek intervjuja z njim, in pa nemški pisatelj kriminalk Veit Heinichen. Oba pa sodita v najmočneje zastopano skupino intervjuvancev, medbesedne umetnike. V knjigi se poleg omenjenih pogovarja še z naslednjimi in grem po časovnem zaporedju. Dušan Jelinčič, Marko Kravos, Evelina Umek, Alojz Rebula, Zora Tavčar-Rebula, Miroslav Košuta, Pavle Merku, edini intervjuvanec, ki ga žal ni več med nami. In jih je torej 9. Sledijo igralci Adrian Rustja, Miranda Caharija, Vladimir Jurc, Anton Petje, Maja Blagovič. Teh je 5. Potem so javni in kulturni delavci, ekonomist Ivo Panjek, Sergij Pahor, takrat še kot predsednik Sveta slovenskih organizacij, Mari Maver, Darja Betoki, takrat še kot predsednica Slovenskega kluba, ampak pri vsakem se seveda razgovor razširi od začetnih vprašanj na široko področje življenja in dela. Manjka Boris Pahor, a knjiga zanj, posebna knjiga zanj se pripravlja in bo šla za slovenski kulturni praznik 2018. Ne? Jaz bi zdaj predlagal, da poslušamo še en odlomek in sicer iz skupnega intervjuja, edini, ki je skupni, da ni posameznik, z Rebulo in Zoro Tavčar. Pridružuje se Vladimir Jurc. Gospod Alojz, gospa Zora, vrnimo se k Trstu, za katerega se zdi, da ga ima Zora Tavčar, priseljenka, raje kot Alojz Rebula, domačin. Sta zaskrbljena nad usodo slovenske narodne skupnosti na Tržaškem? Mislita, da bi bilo mogoče njen nerazvoj zasukati v drugo smer ali pa gre za neko neizbežnost, usojenost? Ko sem prišla v Trst, sem prišla v neko zame, tako sem čutila, odrešujočo demokracijo. In čeprav se bo moj mož zdaj delal norca, za moje takratne pojme v vele mesto. Še zdaj se mi zdi krasno, da lahko živim v Trstu in gledam Slovenijo, ki jo imam sicer zelo rada, in vse njene majhnosti oddaleč iz velikega sveta. Tudi je bilo vsa ta leta dosegljivo vse. Lahko si bral časopise iz vsega sveta. To sem tudi počela in še počnem. Da sem informirana in potem znam stehtati majhno slovensko situacijo. Tudi odpuščati, tudi razumeti, videti vnaprej. Poleg tega uživam, ko hodim skozi mesto, kjer imaš na stotine trgovin. Od teh, ki jih imajo Kitajci z ljubkimi stvarmi za malo denarja, do elegantnih, dragih butikov. Pa morje, ki ga neskončno ljubim. Včasih, ko grem po opravkih v Trst, skočim v taksi in prosim, da me zapelje počasi vzdolž obale, da se ga nagledam. Užitek je samozavestno se sprehajati po Trstu kot tržaški Slovenec in kulturnik. Trst je bil velik požiralnik slovenskega življa in zraven tudi njegov sovražnik. Kar odprite telefonski imenik, koliko slovenskih priimkov je v njem, kljub fašističnemu poitaljančevanju. Zato kakšne romantike meni to mesto ne vzbuja. Vrh tega sem rojeni Kraševec, v krvi imam kraško naravo, na asfaltu se ne počutim dobro. In Trst je mesto brez zelenja. Saj ne rečem, pol svojih romanov sem lokaliziral v Trst, da pa bi mi vzbujal posebna čustva, to ne.
čeprav tudi ne sodim med pisce, ki so smrtno sovražili svoja mesta. Govoriti o kakšni slovenski prihodnosti v Trstu pa je težko. Predvsem je tu tragično dejstvo naše demografske depresije, naše biološke jalovosti. Če pa ni Slovencev, tudi slovenska kultura nima kaj početi. Tega problema levica sploh ne čuti, kakor ga ne čuti niti v Sloveniji, ampak vsaj tukaj bi ga morala čutiti, a ga tudi ne. Dosti večji narodi to čutijo. Vzemimo nedavno izjavo nemškega kanclerja, da je brez otrok Nemčija brez prihodnosti. In to 80-milijonska Nemčija. Naš Primorski dnevnik, ki je bil agenturni list ljubljanskega režima, pa je ne tako davno tega propagiral kontracepcijo. Bil je proti temu, da bi Slovenci imeli več otrok. Moj mož vidi usodo slovenske narodne skupnosti predvsem v tem, da bi bilo več otrok. Saj je lepo, da so otroci, tudi nič ne pomaga, če so tisti, ki so, v šoli ne dobijo narodnostne vzgoje. Če sama slovenska politika in levičarski mediji propagirajo modno multikulturnost v tem smislu, da se je treba čim bolj vklapljati v večinskost, delati čim več z Italijani. Prihaja do tega, da bo 10 Slovencev, če je zraven en sam Italijan, govorilo italijansko. Tudi doma ni več zavesti, da bi otroke učili slovensko in poudarjali, da je to vrednota. Pomagam urejati tržaško kulturno in vzgojno revijo Škrat in vidim, kako se urednica trudi, da bi opozarjala na te probleme, ki imajo že kar dolgo zgodovino. Pred davnimi leti je prišla predavati v Trst neka profesorica iz Slovenije in začela govoriti o poučevanju slovenščine na dvojezični šoli. Skočila sem v zrak. Mi nimamo dvojezične, ampak slovensko šolo. Že takrat se je začelo med posameznimi učitelji, se je pojavila metoda, da moraš prilagoditi poučevanje vseh predmetov v slovenščini tistim, ki so Italijani, da ne bodo prikrajšani. Razjezila sem se in takoj začela pisati članke, da smo slovenski učitelji tu zato, da vzgajamo naše otroke, če dajo v našo šolo svoje otroke, starši iz dvojezičnih zakonov, jih dajo zato, da jih naučimo slovensko. Ne pa potem, da ne znajo ne enega, ne drugega jezika. Ta mentaliteta se vleče naprej in nihče razen redkih slovenskih družin ne vzgaja v duhu te prave zavednosti. Ko sem poučevala, so prihajali v šolo otroci s Krasa in še s pristno slovenščino, poštenim dialektom, ki se je potem lahko razvil v lepo slovenščino, z otroki iz predmestij pa si že imel več dela. Če pa je danes mentaliteta taka, da je treba čim bolj ustreči Italijanom in da je Italijanov v mešanih družinah že toliko, da je treba sploh spremeniti pouk in vse prilagoditi, hvala lepa. Iz Slovenije pričakujejo levičarji samo denar. In drugo, kaj je pa jezik, kultura, slovenstvo, vzgoja? Tu je sodelovanje še potrebnejše. Poglejte samo mrtvilo na levičarski strani, potem ko so imeli pod prejšnjim režimom milijarde in milijarde. Danes je tu edina slovenska založba, ki res dela, Katoliška mladika. Poglejte, koliko knjig so izdali. Zdaj pa se celo pojavljajo očitki, da ta stran krade, avtor je levici, ker je bila mladika pač pripravljena izdati pesmi Miroslavu Košutju. Zanimivo je vaše poudarjanje, da je protiasimilacijski okop, ki najdlje zdrži, praviloma katoliški. K tej misli me je napeljal zgled slovenstva v Ameriki. Ne samo v Argentini z njenim znanim znamenitim čudežem, ampak tudi v ZDA in v Kanadi. Dovolj je, da pogledate po površini, tisk, podporna društva, družabnost, vse to je skoraj izključno v režiji cerkvenih organizacij. Tako da, če ukineš katoliško prisotnost,
dejansko zbrišeš slovenstvo. Slovenska izseljenska matica je zmeraj imela zadosti denarja, da je lahko skrbela za levičarski del. In so tudi marsikaj naredili. A tja so pošiljali predvsem svoje ljudi iz Slovenije. Vendar Amerika nima nobenega levičarskega slovenskega lista, nobene publikacije. To je res, niti kulturnih domov. Skoraj vse so zgradile katoliške skupnosti. Alojz Rebula, katoliški pisatelj. Zora Tavčar, poetična realistka. Kako gledata na ti dve oznaki, ki sta se vaju prijeli? Za vas, gospod Rebula, vem, da ne marate onegavljanja s krščanskim in katoliškim. Katoliški pisatelj mi ni všeč v dveh pogledih. Prvič, nikdar se ne predstavljam kot pisatelj, ampak samo kot srednješolski profesor klasičnih jezikov. Drugič, oznaka katoliški me niti malo ne spravlja v zadrego. Če sem v intervjuju, iz katerega citirate, reagiral, sem zato, ker sem imel vtis, da jemlje katolištvo kot nekaj izjemnega, kakor da je katoliški pisatelj v Sloveniji neka čudna, redka žival. Za božjo voljo, po tolikih stoletjih katolištva, potem, ko je bila naša kultura večinoma katoliška, naj bi bil katoličan kar naenkrat nekaj izjemnega, čudaškega, ekstravagantnega, eksotičnega. Pisatelj je pisatelj. Zakaj pa ne rečejo komunistični pisatelj, socialistični pisatelj, katoliški pa? Zato, da dajo pečat, da bi s predznakom križa koga odvrnili od branja. V slovenskem prostoru pa ti takšna oznaka vseeno nekaj jemlje. Ker bo polovica ali 3/4 ljudi reklo, da bomo brali te pobožne stvari. Spominjam se, da sem nekoč predstavljala dva literata na radiju in eden od njiju je dejal: Rebulovi, ki ste katoliška familija, kar poskočila sem. Veš kaj, ne boš lepil etikete vsej družini na čelo. V familiji Rebula je 5 glav in vsaka misli po svoje. Oprostite, da vprašam, se vaš katolicizem razlikuje od moževega? Sem iz stare katoliške družine, nisem pa tako pobožna, kot bi moj mož rad. Zora je imela 2 strica duhovnika, jaz pa prihajam tako rekoč iz polpoganskega okolja. Pravzaprav si konvertit. Gospod Rebula, ta vaša najdba vere, ki vas je rešila pred depresijami, je res zavidanja vredna. Vera je dar, nekomu dan, nekomu ne. Ne delam si iluzij o sebi. Toda 50 let je že minilo, odkar nisem več videl psihiatra. Čeprav je moji ženi pred tem rekel zdravnik, ta človek ne bo nikdar zdrav, kar je bilo res neetično od njega. Tudi zdravniki ga lomijo. Po vseh tistih boleznih sem v teh 50 letih napisal ne vem koliko knjig, imel ne vem koliko predavanj. Ko ste pisali v Sibilinem vetru, ki je za mnoge, tudi zame, vaš najboljši roman, še niste našli vere? Že. Če ne bi žena posredovala, bi se prvi stavek glasil v imenu očeta in sina in duha. Pa je Zora rekla, saj ne veš, dokod bo prišel tvoj junak. In dejansko ni prišel do vere. To je res. Je bolj agnostik, išče. Saj junak ni kopija pisatelja. Sposoben sem napisati tudi psihologijo ateista. Ne izhajam iz krščanskega okolja, zato razumem vse ugovore proti veri, popolnoma razumem ateista, agnostika, dvomečega, vsakogar. Moja vera tudi ni enostavna, je kritična. Sem skrajno kritičen do vsega, drugače kot Kocbek. Zdaj pišem esej o njegovi religioznosti za Novo revijo in kar me čudi pri njem je to, kako je njegova vera skoraj otroško tradicionalna. Na verovanski ravni nima nobenega problema. Cerkev v zgodovini, politiki, sociologiji, to je njegov boj. Na ravni verovanja pa imam vtis, da ni imel kakršnih kriz.
Jaz jemljem vero bolj osebno. Sem poseben vernik. Težko se podredim čemurkoli. Nimam rada paragrafov. Rada grem v cerkev, kadar ni nikogar notri. Rada imam intimnost. Nimam rada obrazcev. Imam svoje pogovore z Bogom in svojimi svetniki. Kar pa se tiče oznake poetična realistka, najbrž že drži, čeprav zase težko najdeš oceno. Na vse zadnje bi tudi za moža lahko rekli, da je poetični realist. Motijo pa me oznake, da je intelektualističen, baročen. Baročnost pomeni, da lahko vržeš kaj tudi ven. Pri njegovih metaforah pa ne moreš. Torej ne gre za baročno, ampak je samo dobro napisano. Hvala tudi za ta odlomek. Seveda, ta intervju je z leta 2004 in smo čutili v nekaterih odlomkih, pač, da se nanaša na takratno dogajanje, kot je intervju z Magrisom tudi starejšega datuma. Darka, ti intervjuji so taki, kakršni so bili posneti in objavljeni. Nisi posodabljala besedila, vsebine? Ne, seveda ne. Saj so dokument tistega časa in v tem je ravno njihova vrednost. Ne? In slišali smo, kako gleda Magris na Trst, kako gleda Zora Tavčar, kako Rebula. Kaj pa tebi pomeni Trst? Torej, meni Trst, kaj mi pomeni zdaj ali kaj mi je pomenil preden sem prišla? Oboje. Ker je velika razlika med tem. Vedno ti je pomenil dosti. Ja, preden sem prišla, ko sem bila zelo mlada, so bili to časi, ko je Trst predstavljal nekakšno okno za izložbo na bogati zahod. In tudi jaz, seveda, kot najstnica, ki se je rada lepo oblačila in obuvala, sem ne prav pogosto, ampak sem seveda izkoristila vsako priložnost, ki se mi je ponudila, da sem prisedla h komu in se pripeljala v Trst. In takrat sem gledala po izložbah, niti nisem dvignila preveč oči do teh lepih fasad, kaj šele, da bi poiskala Slovence tukaj in se z njimi pogovarjala. To so bila najstniška leta. Vedno sem veliko brala, tako da sem odkrivala nekatere tržaške pisatelje, predvsem kot študentka, ker takrat sem bila že dovolj izoblikovana, ampak vendar sem prišla v Trst že kot zrela časnikarka, pa me je danes prav sram, kako malo sem pravzaprav vedela o tem mestu in o njegovi slovenski komponenti. Ne, da sem bila nevedna, to ne, ampak jaz kot časnikarka, ki sem včasih celo prišla sem na kakšen intervju gospoda Sama, on se najbrž ne spomni, sem nekoč davno intervjuvala, recimo prvega tržaškega Slovenca, ki sem ga intervjuvala, ampak takrat sem bila, to je že toliko let, ne bom govorila koliko, ker je številka prav se grozno sliši. Sem vedela seveda, da tukaj živijo Slovenci, nisem bila med tistimi, ki se čudijo, kako tukaj ljudje iz Trsta govorijo slovensko, to ne, ampak da pa bi tako razumela to zapleteno zgodovino tržaško, da bi tako razumela to bolečino tržaških Slovencev, ki jo je povzročila seveda ta komplicirana zgodovina, to pa niti približno. Ko sem prišla, najprej moram reči, da je moj pogled na Trst zelo podoben pogledu Zore Tavčar bil. Tako zdel se mi je živahno veliko mesto, marsikdo tukaj se s tem ne bo strinjal, ampak jaz sem ga takrat videla tako. Tudi jaz nisem vzela taksi, ampak sem se raje sprehodila ob morju, gledala vse te lepe palače, ampak kot sem zapisala v uvodu knjige, najbolj so me vedno privlačili ljudje.
in ko sem začela spoznavati tržaške Slovence, ko sem se začela pogovarjati z njimi, najprej tako za vsakdanjo rabo in potem tudi za časopis, se mi je odprl en popolnoma nov svet in res sem hvaležna usodi, možu seveda tudi, ki me je sem pripeljal in seveda vam vsem, tudi tebi Ivo, in seveda mnogim od tukaj, ki ste z menoj se pogovarjali, odgovarjali na moja vprašanja, mi razkrivali ta Trst, vsak s svojimi očmi, svojim pogledom in tudi ta različnost, tudi ta leva, da tako rečem, in desna komponenta Trsta, slovenska, tudi to mi je bilo zanimivo, pa seveda tudi ta italijanski del, ampak najprej sem se za italijanski del morala seveda naučiti vsaj za silo italijanščine, ki je nisem znala. To mi je nekako uspelo, tako da sem lahko se pogovarjala, seveda pa to sem dolžna povedati, intervju s Klaudijem Magrisom je nastal z veliko pomočjo Veronike Brecelj, ki je gospoda Magrisa, ki je, kot veste, zelo zaseden, nagovorila, da je sedel in dal intervju za slovenski časnik, ki ga najbrž on prav zelo ne pozna, če je sploh že kdaj do tedaj slišal zanj, in je tudi pri prevodu mi seveda pomagala. Kaj pa Heinichen? Njega si nemško intervjuvala? Njega sem intervjuvala tako, da sem mu rekla, gospod Heinichen, gospod Samo Pahor bo spet se namrščil, kajti enkrat sva se srečala, ko sem jaz zelo se trudila na slovenskem konzulatu, da bi z varnostnikom govorila italijansko, ampak jaz to zato, ker sem hotela prakticirati italijanščino in gospod Samo je prišel in me je prijazno podučil, da tukaj se govori slovensko. Ampak jaz sem res, morate me razumeti, jaz razumem vas, vi pa morate razumeti mene, da jaz, ko sem prišla, sem hotela se naučiti tega jezika in imam do njega seveda drugačen odnos, kot vi, zaznamovani s svojimi osebnimi zgodbami in za zgodovino, in tako sem res izkoristila vsako priložnost, da sem se učila italijansko in potem tudi vsako priložnost, da sem govorila italijansko. In še zdaj včasih, ko slišim v Celovcu ali pa v Mariboru Italijane, ki nekaj se lovijo po ulicah in ne vejo kam, včasih bi najraje pristopila in jim pokazala, da jaz tudi govorim italijansko in jim italijanščini kaj povedala. No, in ko sem se z gospodom Heinichenom pogovarjala, sem mu rekla, vi govorite nemško, jaz pa bom govorila italijansko. In potem je tako bilo, četrti intervjuja sva naredila, tako potem pa je tudi on prešel na italijanščino in z nejevoljo, ampak odkrito srčno moram priznati, da je njegova italijanščina boljša od moje. Ampak intervju pa mislim, da ni slab, no. V opravičilo pa lahko rečem, da gospod že pa ima 30-letja povezav s Trstom, tako da svoje opravičilo. Jaz bi jih srčno rada imela, ampak nekako mi to ne znese, da bi 30 let kontinuirano živela tukaj. Opazila pa si, da za slovenske ali narodnostno mešane kraje uporablja slovenska imena, ne? In da dobro pozna našo stvarnost. Ja. Zelo. In to me je tudi nekako očaralo. Res tako se mi zdi, da je tudi to dokaz neke širine duha in pa tudi seveda se mi zdi, da je razloge za to pa morda treba iskati tudi to, da on v bistvu je rojen na tromeji, na tromeji Nemčija, Švica, Francija in da tudi to ga je zaznamovalo, da je tako odprt. Ne vem, če samo to, ampak sem prepričana, da gotovo tudi to. Zdaj, številnimi intervjuvanci se obravnavala ravno slovenstvo, slovensko zavest in opazila zelo različne nijanse med nami. Kakšen vtis je dnes, oziroma če bi omenila nekaj takih stališč od Darje Betok in njenega nonota, ki sta obdelana v enem intervjuju, do Pavleta Merkurja, bomo slišali potem odlomek, ki pravi, v moji generaciji sem bil eden redkih, ki ni bil nacionalist, recimo, in tako dalje. Zdaj morda nekaj utrinkov o tej problematiki, ki je kot ena rdeča nit tudi v tej knjigi.
Ja, lepo si izpostavil, ja, Darjo, ne, ki ima čisto svojo osebno zgodbo. Moram reči, da sem nocoj za televizijo tudi Darjo posebej izpostavila zato, ker je Darja ena od tistih intervjuvancev, ki niso znani tako v Mariboru, v strokovni, mogoče v strokovnem delu, ne, javnosti, ki pa je zelo majhen, ja, ne, sicer pa ne, in sem jo uvrstila ravno zaradi te njene osebne zgodbe v to knjigo, ne. Osebne zgodbe, ki jo vi seveda poznate, ne, in mi je ni treba, ne, najbrž tukaj ne, posebej pripovedovati, ne, to z njenim nonotom, ne, in ta zgodba je meni zelo, tako meni, ki sem rastla z babico in detkom, ne, kot pravimo, mi je ta zgodba, tako meni je šlo kar na jok, upam, da se zdaj ne bom začela jokati, ne, res, ne, kako je šla po cesti kot najstnica in videla mamo za nekim gospodom s čepico in potem je vprašala, ne, ko je mama prišla k njej, mama, kdo je bil tisti gospod, in je ona rekla, to je tvoj nono, ne, ampak seveda, ne, ko pa poznaš to njegovo najprej zgodovino, seveda, ne, potem ne, dobiš drugačen pogled na to, ne, in Darja, ki se trudi, ne, res se trudi, najbrž tudi zaradi te osebne zgodovine ali pa prav zaradi nje, da bi bila most, ne, med slovensko manjšino in italijansko večino ali med slovenskim in italijanskim svetom, da tako rečem, ne, je na eni strani, ne, potem Pavle Merkur, ja, tam zgodba Petra in Pavla Merkurja. Potem Peter in Pavle. Peter, ne, njegov pogled na slovenstvo je bistveno drugačen, ne, on je za Pavleta nacionalist, ne, bil, ne, medtem ko Pavle pa je Pavle pa je, ki je bil tudi bolj navezan na mater, ki ni bila, ne, Slovenka, ne, in je vedno poudarjal te osminke krvi, ne, češke in furlanske in italijanske, ki se pretakajo po njem, ne, je imel čisto drugačen pogled na to slovenstvo kot pa Peter, ne, ampak to, najbolj me je pri vseh teh, vsak človek je, ne, svet zase, zgodba zase, ampak najbolj me je fasciniralo to, recimo Pavla in Peter sta se zelo dobro kljub vsemu razumela, ne, in to se mi zdi bistveno, ne, tako kot se najbrž tudi Darja zelo dobro razume z nekom, ki čisto drugače gleda, ne, na slovenstvo in na te stike, ne, med slovenskim in italijanskim svetom. To, ne, da se da živeti skupaj in z različnimi pogledi in ne, tudi delati skupaj, ne, to, zato je bil Trst meni res ena čisto posebna izkušnja. Potem je v knjigi zelo razvidna tvoja ljubezen do gledališča in do ustvarjalcev, poustvarjalcev in ustvarjalcev na odrskih deskah. To je res, ja, to gledališče imam zelo rada in nocoj ne vem, če bom lahko spala od razburjenja, ker sem nocoj nastopala tukaj. Se počutim, vidite, da nisem vajena tega, se počutim že kot na pol igralka, če se pošalim, seveda. Res je, že kot deklica sem igrala na vaškem odru, nisem izpustila nobene priložnosti, naj pa vseeno, ali bi bila volk ali rdeča kapica ali samo kamen ob poti, samo da sem lahko igrala. Nekaj časa sem se celo spogledovala z mislijo, da bi bila igralka, pa mislim, da je za slovensko igralstvo dobro, da nisem. Mogoče pa bi bila tudi za novinarstvo, za časnikarstvo majhna škoda, če bi postala igralka. Gledališče imam res rada. Ne vem sicer, odkot moja ljubezen, nisem kopala po družinski prazgodovini, ampak naj tako od mojih prednikov, ne vem, da bi kdo strašno rad imel gledališče, jaz ga pač res imam. Zato vedno, ko mi ni bilo treba razmišljati o slovenski notranji politiki, ko sem prišla ali v Beograd ali v Trst ali v Celovec, vedno iščem ljudi, ne, ki so povezani s tem svetom, da se lahko z njimi pogovarjam.
in zasebno, predvsem pa seveda za časopis. Ne? In moram reči, da Lalija in Majo, kot ima zdaj, pravim jaz, ko sem prišla v Trstju, pa nisem poznala. In smo se našli šele tukaj. Seveda sem vedela za njo, ampak osebno jo nisem poznala, čeprav sta Mariborčana, kar je dokaz, da Maribor tudi ni tako majhen. Ne? No, sem seveda zelo bila navdušena, ne? Ker smo se našli in smo debatirali o gledališču. Ne bi pa raje o tej žalostni usodi tržaškega gledališča nocoj govorila, ker sem tako dobre volje med vami. Potem ena druga tema, ki te lahko spravi v slabo voljo. Notranja politika, si rekla. Bila si urednica za notranjo politiko na Večeru, ampak že prej v mladih letih, ko se je rojevala slovenska pomlad, tudi bila aktivna na tem področju z nekaj intervjuji, nekaj poročili, z nekaj zamerami, tudi z nekaterimi politiki in tako dalje. Koliko odmeva vprašanje demokracije po preteklosti, osamosvojitve v teh intervjujih? Misliš v tej knjigi? V tej knjigi. Ja. Si začutila, da tržaški človek čuti s tem ali je bolj odmaknjen? Se mi zdi, da čuti s tem. Tudi ti, Ivo, si me zelo fasciniral, ko sem te spoznala in si toliko vedel o Sloveniji v prejšnjem režimu, pa o njeni zgodovini, recimo o tistem času, o polpretekli zgodovini, o tistem času, ki sem ga jaz živela kot dijakinja, recimo, pa približno enakih let sva, tista leta so šla, ker sem živela pač v tistem sistemu, so šla nekako kot dijakinja in še celo kot študentka, kar mimo mene, tako brez nekega uvida v dogajanje. Pravzaprav sem se tako v tem pogledu razcvetela, da tako rečem šele tam okrog 85. leta, ko se je začela situacija v Sloveniji malce odpirati, ko je ta pomladni vetrič, ali kako bi rekla, začel najprej rahlo in potem vedno močneje pihljati. Takrat sem šele začela se poglabljati v te stvari, ki so se dogajale recimo nekaj let poprej, ali 10 ali pa samo 5 let poprej. In takrat so me začeli zanimati ljudje, ki so bili na nekakšnih nenapisanih seznamih, s katerimi se ni bilo zaželeno pogovarjati, bodi si, da so bili nekoč del režima, pa jih je režim izvrgel, bodi si, da so bili vedno proti, in sem z njimi začela delati intervjuje in tako sem se učila. In ko sem prišla v Trst, sem videla, koliko ti o teh stvareh si vedel in kako si takrat jih, že ko sva se pogovarjala, in ti zagotovo nisi izjema, ampak pravilo tukaj, bi rekla, kako si jih ti že takrat spremljal, takrat, ko so se te stvari dogajale, doma pa so šle čisto mimo mene. Kaj pa obratni pogled iz Matice v zamejstvo? Koliko si zadovoljna s tem, kar mediji recimo poročajo o zamejstvih? Ne, nisem zadovoljna, preveč res ne. Zato, ker se mi zdi, da sploh zdaj, nekoč so imeli časopisi, dopisnike, danes tega sploh ni. Časopisi so vsi tako rekoč v privatnih, zasebnih rokah in tukaj potem je poglaviten kapital in to, kaj se prodaja, prodajajo se afere, škandali, kri in še kaj, ne bom rekla. Tako da tukaj pa tega ni veliko. Če bi delali več škandalov, bi bili več v medijih. Tako da zadnjič je v Celovcu ena debata bila, bili so prisotni prav Tržačani in Goričani tudi in o tem, kako slabo mediji se zanimajo za zamejstvo in ga pokrivajo, kot rečemo mi. In takrat se mi je utrnila ena misel, da mogoče ne bi bilo slabo, če bi prišla iz zamejstva, da tako rečem, pač od tukaj, ali pa z Koroške, ali pa morda tudi z Porabja,
ali pa celo skupna pobuda, da bi namesto sklada za pluralizacijo medijev, ki daje celo tem medijem, ki so velikim, da tako rečem, kolikor je pač je v mali Sloveniji, imamo velike medije, dajajo nek denar za neke novosti in tako, mogoče, da bi namesto tega ustanovili sklad za, ne bom rekla propagiranje, za mestva, ker to bi bilo grdo, sklad za pokrivanje delovanja in življenja manjšine, ker potem pa bi mogoče ti lastniki, če bi dobili nekaj denarja, to izkoristili in bi odprli svoje časopise za te zgodbe. Sama moram reči, da Večer je vedno nekako užival ugled kot medij, ki se kar zanima zlasti za Koroško. Zlasti za Koroško, ki mu je bližje. Ja, in moram reči, da sama nisem imela veliko tako nekega odpora, da bi pač rekli, to nas ne zanima, to ne, ampak da pa bi mi kdo tako naročal, to pa tudi ne, da bi rekli, joj, kako je to zanimivo, daj še naredi kaj, to pa tudi ne, vedno manj. In ta primorska prisotnost v Mariboru vpliva na zanimanje za, recimo za Slovence v Italiji. Ti imaš v obeh knjigah zapise tudi Toneta Partljiča, ki je zelo pozoren na ta aspekt Maribora. Kako ga ti občutiš? Tone Partljič je zelo pozoren na ta aspekt, ga tudi za svoje pisateljske potrebe preučuje, pozna precej ljudi tudi tukaj, se povezuje z njimi, bil je dober prijatelj z Jožetom Babičem, zelo mu je žal, da njega ni v tej knjigi, oziroma ga niti ni moglo biti, ampak Tone Partljič ni pravilo, je bolj izjema, ta primorska prisotnost, ne bom rekla, so me ogovorili ljudje in mi rekli, joj, kako je to zanimivo, veste, moj nono je bil, ali pa že, ampak da pa bi bilo to tako zelo, zelo množično, pa ne. Se pa čutim. Vsa tista društva, zbori, to je vse usahnilo nekako. Tega ni več, tega ni, So pa posamezniki vsak svojo navezanostjo, na tržaške korenine, ki pa so zelo zadovoljni, kadar lahko preberejo kaj, o Trstu. Težko pa bi ocenila, koliko jih je. Vsekakor pa Maribor to primorsko komponento, tudi če ni tako vidna, je pa zagotovo ga obogatila, to pa tudi če danes ni več tako vidna. In Tone Partljič je res eden tisti, ki o tem tudi piše. Bi predlagal, da zdaj poslušamo še en odlomek, torej ravno z pokojnim Pavletom Merkurjem. Potem pa bi dali besedo tudi prisotni, ki bi radi posegli. Gospod Pavle, kdo vam tiska zajetno knjigo o imenih in kdaj bo izšla? Tiskam jo založnik iz istega poslopja, v katerem je Tržaški državni arhiv. Gre za neke vrste akademijo znanosti, v katero se ne moreš vpisati, lahko si le izvoljen. In med 60 stalni člani smo 3 Slovenci. Med njimi sem jaz 3. Ker preučujejo tržaško zgodovino, je bila moja dolžnost, da dam knjigo v tisk njim. Seveda bo izšla v italijanščini. Samo knjigo o ljudskem izročilu, ki sem ga zbral, sem izdal dvojezično. Na očitke, zakaj sem to in ono pisal v italijanščini, ne v slovenščini, odgovarjam, če bi me prosili Slovenci, bi napisal tudi zanje. In na pripombe, zakaj sem dal določene dokumente italijanskemu arhivu, pripominjam, da bodo tako Italijani brali tudi slovenska pisma in članke, medtem ko italijanskih v Ljubljani v glavnem ne. Bo to vaše zadnje delo, ki bo izšlo? Ne, sem pa imel z njim 10 let zamude, ker je moje delo prekinila huda željena bolezen. 2 leti in pol sem jo sam negoval doma, tako je namreč želela, ni hotela pomoči tujcev, pa tudi otroka, hčerko in sina ni marala vpletati. Ustregel sem ji, ker sem jo imel rad. To je zdaj moja predzadnja knjiga, zadnjo sem izročil prijateljem, da jo izdajo po moji smrti, ker nočem, da se name jezijo ljudje, ki jih omenjam. Je torej avtobiografska? Gre za kratek življenjepis 10 poglavij, v katerih sem popisal samo pomembne reči in poravnal račune.
Sta notri tudi Pahor in Rebula? Tudi. V tej avtobiografiji sem tudi v 3 poglavjih na kratko, le bistveno opisal, kako so name vplivali 3 ljudje, ki so mi največ pomagali, predvsem kulturno. Prvo poglavje je posvečeno Edvardu Kocbeku, drugo Josipu Vidmarju, ki mu res veliko dolgujem, saj me je ščitil in mi pomagal, tretje pa mojemu bivšemu sošolcu Gianpaolu De Ferri, ki je bil dolga leta superintendant Tržaškega gledališča Verdi in rektor Tržaške univerze. On mi je naročil za gledališče Verdi opero Kačji pastir. Vaš pokojni brat Peter, drugače inženir pri nemškem Siemensu, se je veliko ukvarjal s vprašanjem sprave in napisal o tem celo knjigo. Drži. Razlika med nama pa je ta, da je bil Peter, tako kot najin oče, nacionalist. Jaz pa to ne morem biti. Med tržaškimi Slovenci nas je bilo v moji generaciji zelo malo, ki nismo bili nacionalisti. Kako to mislite? Kaj vam pomeni pojem nacionalist? Da tehtnica ni več ravna in da ne moreš več gledati na vse enako. Sam mislim, da moraš imeti pred očmi posameznika, človeka. In reči moram, da sem povsod, na vseh straneh spoznal čudovite ljudi. Ste zato manj Slovenec? Kje pa. Strogo ločim nacionalistično in nacionalno čutenje. Izbral sem, da sem Slovenec. Sem se pa ves čas natančno zavedal, da je bila moja mati vse prej kot Slovenka. Saj je imela eno samo osminko slovenske krvi. Vrh tega je njena slovenska babica umrla pri porodu, tako da je ni nikoli poznala. Materina vzgoja je pri meni prevladala, pri bratu pa očetova. Živel je v Nemčiji in čeprav so bila na 100 kilometrov daleč, po marsičem, ne le geografsko, se nismo nikoli kregala. Bil je dober in marsikaj je naredil. Smrt je ena najpogostejših tem v vašem glasbenem ustvarjanju. Zakaj vas tako obseda? Ker prevladujeta v odnosu do nje neumno verovanje in strah. Smrt je konec koncev samo zadnji dogodek v življenju, nekaj normalnega. In ljudje, ki nočejo o njej govoriti, se mi zdijo neumni. Sam se ne bojim smrti, kadar sem v slabem stanju, si celo želim umreti. A sam si ne bi vzel življenja, ker mi moja morala in vera tega ne dovoljujeta. Nisem sam sklenil, da se bom rodil, niti se ne bom sam odločil za smrt. Razmišljate, kaj je po smrti? Verujete? Verujem, ampak do določene meje. Če Bog je, kakor mislim in verujem, ga ne moremo razumeti, ker smo premajhni. Ali nam ne zadostuje življenje? Morda bomo doživeli marsikaj, morda tudi ne. Pripravljen sem na vse. Ko so prosili skladatelja Uroša Kreka, naj napiše nabožno skladbo, jih je zavrnil, češ, zakaj takega moraš vsaj verovati v Boga. Jaz sem napisal dosti nabožnega, tudi latinsko mašo za mojo lepo smrt, ki je vesela in kratka, traja samo 19 minut. Ko sem jo po 2 letih končal, sem bil zadovoljen. Sprva sem začel tako, ob tem zapoje, opomba avtorja, končna verzija pa je bistveno bolj vesela. Ste na življenje vedno gledali predvsem z vesele plati? Ne, v življenju prevladujejo žalostne stvari. Doživel sem fašizem, 2. svetovno vojno, komunizem, zdaj me preganjajo operacije in bolezni. Kaj hočem drugega, kot da sprejmem vse to, saj ne morem drugače. Tudi jeziki umirajo? Jeziki se zgodovino počasi spreminjajo. Ena stvar so učeni, organizirani jeziki, ki služijo za sporazumevanje v neki državi, drugo pa dialekti. Pri njih je situacija pestra, različna. Zato nisem samo lingvist, ampak me radovednost sili, da sem tudi dialektolog. Kako je z dialektologijo v Sloveniji in Italiji? V Italiji za vse dialekte ne vem, v Trstu pa, mislim, še ni prave zgodovine tržaškega dialekta. Tržaški dialekt je nastal v 18. stoletju pod Marijo Terezijo in se je hitro spreminjal. Če rabim danes v tržaškem dialektu številne besede, ki jih čisto naravno povem,
ker sem se jih naučil kot otrok, me moja otroka, sin in hči ne razumeta, kajti jeziki z vseh koncev sveta vplivajo na to malo zanemarjeno in umirajoče mesto. Pa slovenski dialekti? Bolj ali manj enako. Zdaj ne morem več hoditi naokoli, kakor sem hodil nekoč po Sloveniji, Hrvaški, Avstriji, Nemčiji, ne kot turist, ampak vedno v zvezi z delom. Kaj pa slavistika v Ljubljani? Slavistika ni več na isti ravni. Ne samo v Sloveniji, povsod propadajo stvari. Konec je, mislim, naše kulture. Tako črnogledi ste. Da, sem. Vidim slabe napovedi. Pa Slovenija v Evropski uniji? Marsičesa ne razumem, ne morem brati. Marsikaj mi je tuje, zoprno. Kaj naj posameznik naredi? Živel sem v boljših in slabših razmerah in vem, poglavitno je tisto, kar človek sam naredi. Vi ste si izbrali? Več poti, po katerih sem hodil in delal. Nisem se omejil le na glasbo, ki je zame najvažnejša. Ustvarjalno delo je tudi najbolj naporno. V skladu z možnostmi, ki sem jih imel, sem se veliko ukvarjal z Benečijo, zato ker sem bil jezen, da so v Sloveniji ustavili vse raziskovanje na državni meji. Zato se nisem več hotel ukvarjati z raziskovanjem na drugi strani meje, na tej italijanski strani je bilo potrebno in tu sem delal. Kako gledate na Slovenijo? Če bi hodil tja pogosto, kot sem hodil prej, če bi veliko bral časopise, bi si upal odgovoriti, tako pa ne. Imam prijatelja, s katerim se pogovarjam, njemu sem povedal, kako si razlagam nekatere sicer nerazdružljive pojave, kar mislim je zelo pesimistično. Ampak ta človek, ki veliko ve in obvlada zgodovino naših krajev, mi je rekel, da imam morda prav. Upam, da ne. Kako si torej razlagate nekatere pojave? Slutim grde reči, a o tem ne želim govoriti, ker če sem prosil prijatelja, naj o tem molči, ne morem zdaj sam govoriti javno. Grde reči? Kje? Na Tržaškem? Nikoli nisem bil niti v Ameriki, niti v Avstraliji. Zanima me Evropa, predvsem Evropa, kjer živim, kjer imam znance. Se vam ne zdi, da se odnosi med Slovenci in Italijani izboljšujejo? To pa gotovo. In to je dobro. Kaj pa vaša knjiga Slovenska plemiška pisma, ki razkriva, da so plemiški krogi uporabljali slovenščino že v 17. stoletju, s čimer ste spodnesli tla v socializmu priljubljeni teoriji o ubogi gmajni? Se o tem še kaj govori? Vsake toliko. To je najstarejša privatna znana korespondenca v slovenščini med materjo Nemko in hčerko Italijanko. Užival sem, ko sem jo bral. Čeprav je to manj pomemben zgodovinski trenutek, me je tako prevzel, da sem stvar objavil. V komunistični Sloveniji takrat niso bili navdušeni. Zdaj pa so na vse skupaj pozabili. Hvala. S tem se tudi končuje knjiga. Imamo pa nekaj časa zdaj še za razgovor z avtorico, ampak tudi z interpretoma, če želita. Ja. Pa tudi založnik, gospod Dušan Hedel, če hoče kaj povedati o teh izdajah. Zdaj sta dve knjigi, tretjo ste danes že nekako poslali na vzletno stezo, ne? S Pahovjem. Ja, hvala za besede. Tudi v imenu Kulturnega centra Maribor, najlepša hvala, da ste se tako številčno udeležili te knjige, Tržaški pogovori, spoštovane avtorice, Darke, Zmajar, Predam. Ne, vse lahko jaz nekaj, hvala. Seveda smo zadnje pol leta, oziroma skoraj leto dni že na turneji z knjigo Beograjski pogovori. Mi pa je posebej všeč današnja predstavitev, vse so nam vsi štirje nastopajoči priredili pravo dramsko gledališče v knjigarni. Torej, vračam žogico, en velik aplavz za vse štiri. Hvala. Torej, če bi rad kdo kaj dodal, vprašal, povedal, pripomnil, profesor Samo Pahov. Omenjeni so tudi trije Merkurji. In moram reči, da knjigo o okolišanskem bataljonu
bi morali prevesti v italijanščino in predvsem bi jo morali prebrati vsi Slovenci, ker tam je jasno, kako so nam Italijani desetletja, stoletja stregli po življenju. Zdaj, meni je Peter rekel, da niso poskrbili za prevod, ker je bil Pavel proti temu. Jaz sem razumel, da to, kar je pisal njegov oče, naj bi bilo nacionalistično. Jaz sem po tistem okoličanskem bataljonu začel raziskavo v državnem arhivu. En dan vidim na starejšega gospoda, ugotovim, da ta je študiral v Avstriji nemščino, rekel, pustim to, ne jo delamo. In je obdelal na izredno visoki ravni, je zbral vse, tudi tisto, kar je bilo, zares tako na prvi pogled, nemogoče najti. In s to zgodovino moramo biti seznanjeni, ker v zvezi s tem bataljonom, kaj se dobilo. Naši so ustanovili 7 čitalnic in Italijani so po teh pisalnicah utapili tako kot kolega kasneje fašisti. In takrat so bili že fašisti in leta 1929 je italijanski novinar pisal o delovskem društvu, začetal Taraja, rekel, Igor Partini, fašisti dialoga. In danes tukaj imamo ponovno fašiste. Greš na kvesturo in ti rečejo, siamo in Italija. Ti rečejo, può parlare sloveno soltanto con la polizia urbana, perché quella è la polizia locale. Anzi, v državni službi, v policijski uniformi ne razumejo niti italijanščine, ker avtorità giudiziarie e amministratori locali ne pomeni, da so odvisni od lokalnih oblasti, so tisti, ki so aktivni na tem majhnem področju. Torej, priporočam vsem založbam, ki imajo sredstva in ljudi, da poskrbijo za prevod te knjige. In potem Slovenci berete. Hvala. Še kdo, prosim? Moram reči, da o tej knjigi mi govori tudi Boris mi govori tudi gospod Boris Pahor. Ja, knjiga je najprej izhajala v nadaljevanjih v Zalivu, ne? Potem je šele prišlo do... Ravno danes je tudi tekla beseda pri gospodu Pahorju. Če lahko dodam še to. Torej, tam nedolj, privolite Nikota, piše, da tam je bilo 50 let boj med meščani in tujci. Tujci smo mi. In sveti Ivan je takrat segel do Rosetjevega spomenika. In oni so tukaj zrabili določene okoliščine, da so se zakadili v nas in so zamrli vse te čitalnice. In vam povem en detalj, ki ga je Josip Merkur povedal. Ti italijanski patrioti, fašisti tistega časa, so sprejeli in ustrelili Franca Sušo, ki je bil avstrijski podoficier. In Josip Merkur je odkril, da je državljan, ki je emigriral v Venecije, povedal, da tisti je bil streljen po pomoči, ker so hoteli ubiti Italijana, ki se je pisal Glovi in je bil v avstrijski policiji, ker so ga šteli za narodnega izdajalca. Torej, tle mislim, da vam je jasno, da šlo za nekaj takega, kot je bilo za fašizem. Bo še kdo izmed intervjuvancev, če hoče kaj povedati? Vsekakor te knjige, intervjuji so zelo priljubljeno branje. Recimo z našimi literati
je Jože Horvat izdal že 2 knjige intervjujev pri Mladiki, ne? Tu sedeči Dušan Jelinčič pripravlja tudi knjigo svojih intervjujev z znanimi zamejskimi osebnostmi in tako dalje. Torej, imaš vtis tudi na predstavitvah, da ljudje radi to prebirajo? Ja. Imam vtis, da so intervjuji bolj brani nekako kot pa komentarji oziroma esejčki, ki jih izdajajo tudi v knjigah, moji kolegi. Čeprav splošno mnenje med časnikarji je, da to intervju, vsaj v Sloveniji, ni nekako čislana zvrst. Morda res, ni treba nobene priprave, če ti greš in samo magnetofonček postaviš. Ponavadi, kdo intervjuva, mora vedeti skoraj več. Ja, se bojim, da si mlajši kolegi, sploh mlajši, to predstavljajo tako, greš pa postaviš magnetofonček, pa še mogoče rečeš, saj ne vem kaj dosti o vas ali pa o vašem delu, povejte mi vi kaj, A potem to res ni nek napor, Če pa ti hočeš narediti dober intervju, pa ta zahteva veliko priprave, Zahteva pa mislim tudi nek talent, jaz upam, da ga vsaj malo imam, da ti moraš imeti rad ljudi in moraš biti po naravi radoveden in odprt za različna stališča in da se znaš postaviti v ozadje, ne v ospredje, da niso vprašanja daljša, moraš od odgovorov in da se ne poskušaš delati pametnejšega kot si, ker to pa je druga skrajnost. Ena je ta, da se nič ne pripraviš in druga ta, da hočeš biti pametnejši od sogovornika in te v bistvu bolj zanimaš sam sebe, kot pa da te zanima sogovornik. Če smem jaz še nekaj dodati. Jaz bi pa vendarle apostrofiral korajžo oziroma tudi uredniško politiko, da izda tako knjigo. To, ko ste govorili, da je zmeraj večje zanimanje za intervjuje, to je v bistvu na nek način je to tudi knjiga, kjer jo lahko tudi z etnološkega stališča nekako obravnavamo. Ker je sama avtorica povedala, da gre za neko obdobje in tukaj je čas not zapisan stanje, ki je bil v dušah in v glavah teh ljudi. Ni naključje, da je tako zanimanje za, bom rekel, ker to so dokumentarne stvari, za dokumentaristiko, tudi dokumentarni filmi so zdaj zelo na pohodu, ljudje to radi gledajo. Sam pa vidim tu eno povezavo s tem, da danes ni več korespondence. Včasih je bila korespondenca, med ljudmi so si pošiljali pisma in tista pisma se je potem obravnavalo, oziroma se jih je so se sklicevali na tista pisma pri raznih analizah in tako naprej. Danes seveda tega ni, zato so taka pričevanja še kako dragocena. In jaz moram reči, da je Ivo tukaj v enem stavku v bistvu zajel vse, da je to dragoceno v pogledu zapleteno, večkrat zafrustrirano, ampak zanimivo mesto. In mislim, da je to res tista pika na i, ki dejansko zelo dobro okarakterizira to knjigo. Samo to. Hvala. Intervjuje, tvoji intervjuvenci vedno avtorizirajo, to jim pošlješ na vpogled ali ne? Praviloma, ja, ker je tudi v kodeksu slovenskih časnikarjev, ki mi pravimo novinarji, je to, da ti si dolžan, če želi. Torej so toliko bolj pristni dokumenti časa. Ja, in tudi na vse zadnje v tem ni nič slabega. Jaz sem samo proti avtorizaciji, recimo politiki, ampak ti najraje seveda avtorizirajo. Drugače pa se mi zdi to zelo koristno. Jaz celo sama ponudim sogovorniku, če gre za dolg intervju, ker vedno je ta komunikacijski šum
dvom možen, ne? Da ti nekaj narobe razumeš, ne? Da se on slabo izrazi oziroma se on dobro izrazi, pa ti ne razumeš, kaj je hotel reči. Tako da to se mi zdi, ne? Da ta avtorizacija se mi zdi v takšnih primerih, sploh če je potem še to v knjigi izide, čeprav, ko sem jih jaz delala, nisem imela namena knjige izdati, ampak se mi zdi zelo koristna stvar. Problem nastane tako kot pri beograjskih, ker seveda oni ne razumejo, ne? Moji sogovorniki tam Srbi niso razumeli, tisti intervjuji v glavnem niso bili avtorizirani, ne? Ti, ki pa so v slovenščini, Slovenci sogovorniki, ne? Kjer jezik ni, ne? Ovira, ti pa so. Še kdo? Drugače bomo dali besedo upravitelju knjigarne, tukaj da nas odslovi. Ne, zgleda, da je vse jasno. Ne? Sej lahko še malce postojimo. Še malo postojimo, pa poklepetamo. Knjige seveda tam na razpolago, avtorica pa jo bo rade voljo premila s posvetili in podpisi. Hvala vsem za udeležbo, hvala vsem, ki ste sooblikovali ta večer. Tudi jaz hvala vsem.